V nagovoru pred molitvijo angelovega čaščenja in blagoslovom je papež Frančišek svojo pozornost namenil odpuščanju, ki ga je sveti Štefan podaril svojim morilcem in zanje molil, naj jim Gospod ne prišteva tega greha. S tem je dokazal svojo veliko podobnost z Jezusom, ki je na križu prosil: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Štefan je pričevalec vere prav zato, ker je ravnal tako, kot je naredil Jezus. Štefan je molil, ljubil in zlasti odpuščal, saj je najbolj vzvišen človekov dar prav odpuščanje. Morda se sprašujemo, čemu služi odpuščati, je v nadaljevanju dejal sveti oče. Kakšno korist prinaša odpuščanje? Dejal je, da če pomislimo že samo na Štefana, vidimo, da je iz njegovega odpuščanja po Božji milosti iz mladega Savla, preganjalca kristjanov, zrasel Pavel, veliki apostol narodov. Na to je dejal: Tudi mi se rojevamo iz Božjega odpuščanja. In to ne le pri krstu, temveč se naše srce prerodi in znova oživi vsakokrat, ko prejmemo odpuščanje. Če želimo napredovati v veri, je najprej treba sprejeti Božje odpuščanje, saj nam z njim ozdravlja srce in poživlja ljubezen. Nadaljeval je z doslej večkrat ponovljeno spodbudo, naj se nikoli ne utrudimo prositi za Božje odpuščanje, saj se šele, ko nam je odpuščeno, ko občutimo odpuščanje, naučimo odpuščati tudi mi. Na to je sveti oče ugotavljal, da je vedno zelo težko odpustiti. Vprašal se je, kje naj začnemo z opravičenjem malih in velikih krivic, ki jih vsak dan doživljamo. Odgovoril je, da se proces začenja v molitvi, kakor je to storil Štefan. Začetek je v našem srcu. Za mero, jezo, ki jo čutimo, se najprej soočimo v molitvi tako, da človeka, ki nas je prizadel, izročamo Božjemu usmiljenju. Gospod, prosim te zanj, prosim te zanjo. Ob tem odkrijemo, kako nas ta notranja bitka za odpuščanje očiščuje od zla in kako nas molitev in ljubezen osvobajata od notranjih vezi zamere. Z mržnjo je težko živeti. Papež Frančišek je ugotavljal, da imamo za trening v odpuščanju in udejanjenju tega vzvišenega dela, ki človeka približuje Bogu, vsak dan možnost.